mesec februar. Mesec, katerega ponavadi ljudje kar lepo povežejo z Valentinovim, ki pa ni slovenski praznik, ampak ameriški, in mi imamo Gregorjevo. Toliko, da vas spomnim za mesec februar, se bo pa dogajalo marsikaj drugega. V mesecu februarju namreč prirejamo izobraževalne vsebine z področja sibirske fitomedicine, tako da ne zamudite tega dogodka z Marijo Ano Kolman, prav posebna delavnica pa tudi z Anito Reher. To je tista delavnica, ki vodi v osvoboditev. Dodobra smo že zagrizli v leto 2019 in to je ena izmed tistih delavnic za še boljši začetek. Je pa res, da to še ni vse, kaj več preverite na klepetobkavi.si oziroma bomo preverili tudi v nadaljevanju. Je pa mesec februar tudi mesec, ko praznujemo znova Silvestrovo. A ne, Tanja Glažar, ki je danes v moji družbi. Pozdravljena, dobrodošla. Živjo. 4. februarja se zamenja mesečna in letna kombinacija energij. Zemeljski pes je odlajal. Naj odlaja. Prihaja zemeljska podgana. Vendar za februarja je ena taka super kombinacija energij, dveh elementov, jank lesa in jank ognja. Po zimi mi vemo, da rabimo malo ognja, pa tudi lesa, da ta ogenj podkurimo. Se pravi, da bo to zelo intenzivne energije. Kaj emocije? Čustva, močna, napeta. Mislili bomo, da bo vse lahko vladamo, vse lahko pelemo. Se pravi, bo treba majčkan en korak nazaj stopiti, pa malo bolj se umiriti predvsem, ker bodo zelo nas bo, tako bi rekla, podkurlo pod nogami. Odlično. Sicer tudi spremljamo tvoj Feng Shui priročnik v obliki rokovnika in ko se zamenjajo te kombinacije, boš še kaj konkretno povedala, kam se kaj prestavi oziroma v čem je finta vsega tega meseca februarja, ki je pred nami. No, poleg Feng Shui svetovalke Tanje Glažar, pa v moji družbi tudi karmična svetovalka Aleksandra Winkler-Drole. Aleksandra, ti boš mesec februar razdelila na prvo obdobje, drugo in pa seveda tretje. Ja, jaz delam po obdobjih, ker se v določenem obdobju bolj poudarijo ene kvalitete, ene lastnosti, v drugem druge in v tretjem tretje. Tako da, če bi kar predstavljala, lahko prvo obdobje je izjemnega pomena komunikacija. In sicer, kako mi komuniciramo s sabo in svetom. Najbolj bo tle, glede na to, da sem karmična svetovalka, opozarjam na določene vplive posameznika v enem ciklu. Se pravi, nekdo bo lahko šel skozi to obdobje, brez da bi sploh opazil, da je bil na testiranju, medtem ko bo komu drugmu to obdobje lahko povzročalo zaplete. In če je to komunikacija, je tle pod drobnogledom karme fair play. Se pravi, kakšno igro v življenju igramo. A smo fair, a smo pošteni, a smo v odnosih približno enako daj dam, ali je bolj tisto dej mi, zahtevati. To bo natančno že od 30. januarja do 8. februarja vstopi točno to na preizkušnjo in tlele je fino, da smo modri, da znamo komunicirati, ne samo zahtevati, kaj mi kdo rekel, ampak se tudi vprašati, s kakšnim načinom, s kakšnim povodom smo mi povzročili, da nam je nekdo nekaj rekel ali pa naredil. Se pravi, ne smemo ven past, pa da smo kot tempirane bombe, pa da kar takoj gremo na nož. Ja, to že itak nikoli naj ne bi, ker to je pač destruktivni del. V glavnem naj bo tisti fair play v komunikaciji, ljudje mislijo, eni imajo že to v glavi, da je pošteno, da kar zahtevajo in pa čakajo, da jim bo vse z rožcami poslano. Važno je, da smo res fair play, pošteni v svojih mislih, pošteni v svojih dejanjih. Tle sem si tudi malo zabeležila ene take malo bolj učene besede, da lahko konflikt nastane med inteligenco na eni strani in nepoštenjem na drugi strani. Se pravi, eno je, da inteligentno, pametno nekaj pričakuješ, drugo pa je, da je to lahko nepošteno za nekoga drugega. In to je važno za prvo polovico, govorim februarja. Za prvo tretjino, v glavnem do 8. 2. bo to pod drobnogledom karme. Eni bojo to občutili,
drugim bo pa to, ker nimajo teh problemov v odnosih, bo pa to ta mala malca in sploh ne bojo čutili, da so kaj na preizkušnji pod komunikacijo. Odlično. Tanja, če greva na tole novo leto, torej Feng Shui novo leto, zamenja se kombinacija, v podnapisih, kaj to v bistvu pomeni? To pomeni, da ne bomo več tako stabilni, ustrajali pri svojih mnenjih, da bomo rabili en potres, da nas premakne, ampak da bomo veliko bolj prilagodljivi, vsaj navzven. Vznoter bo pa ena taka energija v nas nemira, nestrpnosti, tudi agresije. In ja, se pravi, to, kar se kažemo navzven, bo videti kot neko miroljubno bitje, pripravljeno sporazume, ki pa ne bo ta mirnost na dolgi rok. Se hitro poruši to ravnovesje. In zato je treba res, tako Aleksandra pravi, en korak stopiti nazaj, že z novim letom začeti pripravljati področja, prostore in pa seveda svoj osebni prostor naravnati na te energije. Začelo se bo leto februarja, 4. februarja se zamenja, začne se novo leto in sicer so take energije, ki optimizem spodbujajo, navdušenje, gremo vse na prvo žogo. Se pravi, majčkeno premislite, da ne bomo se delali fine navzven, navznoter nam bo pa vse krivica, skazica. Tako. Sredinski del meseca februarja, kakšne energije kot karmična svetovalka vidiš, na kaj moramo biti pozorni? Datum je tlele od 9.2. do 18.2. je vpliv Lune. Luna predstavlja nas emocije, pa tudi patriotski duh in v tem primeru je zelo pomembno, da imamo cilje, da nismo pretirano zasanjani, ker Luna recimo nam daje zelo ene take lepe ženske energije, ampak lahko bi padli v to pretirano čustveno, materinsko, sočutno vlogo, tako da bi lahko nas preveč malo Luna nosila. In fino je, da gremo, si to pomagamo, zato si tle pomagamo, da zberemo cilje, da imamo jasne namene, jaz to hočem narediti, ker smo v prvem delu ugotovili, da je to fair play igra, da je za vse dobro in zdaj mi to hočemo v drugem delu. In da imamo tudi odločne namene o tem, kar mi hočemo kreirati, ustvariti in da je to pač za vse dobro. Se pravi, se prizemljiti, pa pogledati čisto realno, ne pa neki sanjariti, pa filozofirati. Tako, zdaj domišljijski svet je čudovit, če ima vsaj malo trdnih temeljev. Walt Disney je tudi imel čudovit domišljijski svet, ampak on je znal to udejaniti, ljudem je nekaj dal, s temi svojimi pravljicami, zgodbicami. Tako da v tem luninem delu je konflikt lahko med željo potem, da bi dominirali nad nečem in željo po preprostem uživaštvu. Se pravi, ne da se ti. Luna je tudi dviga apetit, željo po uživaštvu in lahko je hrana preveč. Ja, se zna zgoditi, da bi se malo poredili, ne? Ja. Pa še pol bojo velikonočni prazniki, pa vse te zadeve. Ja, zdaj Luna je fino, ker potem smo tudi družabni, se zavemo, da je smiselno se družiti, povabimo sorodnike in v tem obdobju imamo tudi Valentinovo, se mi zdi. Ja, tako, 14. 14. je Gregorjevo, smo rekli. Valentinovo je 14. no ravno v tem zasanjenem luninem ciklu. Kar pomeni, da nas bo nosil na prav način. Ja, dajmo pol realizirati kakšno pismo, res komu napisati. A je tako težko nekomu povedati, da ga imaš rad, recimo, če je to nek duhovnik zmogel, recimo to je sporočilo. Odlično. Tale trenutek mi preverimo aktualne dogodke, ki torej zadevajo tale mesec in malce bomo tudi pogledali za prvomajske, gremo namreč v dolino Bosanskih piramid in potem se vrnemo, Tanja nam bo povedala kaj kam prestavimo, zato da bomo v skladu z energijo in da bomo izkoristili potenciale meseca februarja 2019.
Kaj pa, če bi letos resnično izpolnili novoletno zaobljubo in zares shujšali? No, dober začetek je mesec januar. Konec januarja vas vabimo na tečaj vitkanja, torej zdravega hujšanja, ki tudi dokazuje, da diete niso prava izbira, pač pa menjava življenjskega sloga. Jelena Dimitrijevič bo v nekaj tednih povsem preobrazila vaš način prehranjevanja in zakaj vam do zdaj še vedno ni uspelo, da bi shujšali enkrat za vselej ter začeli živeti drugače. Več tednov poteka tečaj vitkanja, nanj se pa lahko prijavite že danes. 02 6200 230 ali klepetobkavi.si. Tečaj vitkanja za gledalce Klepeta ob kavi. Kaj lahko naredim? Se naučim, da lahko v bolj polni meri zaživim. Kaj bi se moralo zgoditi, da bi lahko bolj izživeli svoje potenciale? Kako postati boljša verzija sebe? Kaj je tisto, kar človeka ovira, pa se mogoče niti ne zaveda? Če si kdaj postavljate ta vprašanja, potem si jih tudi odgovorite. V podporo vabljeni na celodnevno delavnico osvobajanja z Anito Reher, ki je namenjena ozaveščanju in osvobajanju vseh vzrokov na fizični, mentalni in energijski ravni. Pridružite se manjši skupini na delavnici v Ljubljani, prijava je obvezna na 02 6200 230 ali preko strani klepetobkavi.si. Tako, vabljeni torej, če pa ste kaj zamudili na klepetobkavi.si, imate še bolj konkretno napisano, ali pa če pokličete, če nimate dostopa do interneta, 02 6200 230, naše svetovalke vam bodo vse to povedale. No, naša Feng Shui svetovalka pa vam bo tale trenutek povedala, na kaj moramo biti ta mesec še posebej pozorni. Razen na prekipevajoča čustva. Ja. Na področje zdravja. Zdravja. Ja, previdno, zelo previdno na cestah, ker so pač vsi tisti, ki so rojeni v znamenju kače, zmaja in opice, predvsem ti. Drugače pa, kar se tiče urejanja prostorov, so vsa področja malce kritična, kar se tiče zdravja in je potrebno kar več korekcij kot spodbujanja. Posebej previdno hiše, ki so orientirane proti jugozahodu ali severovzhodu. Te hiše naj se ne bi, tudi ne samo februarja, tudi v letu 2019 naj se ne bi prenavljale. Naj ne bi tako organizirali večjih renovacij, večjih gradbenih posegov in tako naprej. Področje, ki ga je pa res zelo primerno aktivirati, je področje zahoda. In to so študijski dosežki, so tudi odnosi, predvsem odnosi z otroci. Tako da tisto zahodno področje, če osvetlimo z neko lučjo, prižgemo svečko večkrat, če postavimo kakšen krasen kristal za energetizacijo študija, lahko zelo dobro uskladimo in aktiviramo področje zahoda. Evo ga, tale trenutek si lahko iz tega miselnega ozorčka tudi izpišete, torej kaj je potrebno za ureditev prostora, sicer pa zdravju, ja, zdravje, mislim, ne. Tako je, element lesa je značilen za pomlad. Februarja se začne element lesa kazati kot da raste. Zdaj ste rekli, ja, ne, se še ne, ja, pa kakšen zvonček pride ven, pa mačice, pa tako naprej. Se pravi, ta zasnova, popki se že ustvarjajo, da zacveteli. Element lesa po tradicionalni kitajski medicini in po 5 elementov pripadajo elementu lesa jetra. Se pravi, vsa ta čustva, ta ogenj pa vemo, da kuri les, dela jetra vznemirjena. In če bi želeli okrepiti jetra med 3. in 5. uro zjutraj, dihalne vaje, odlično, umirjanje, sproščanje, tudi meditacija. Da predihamo vso tisto staro, zaspano energijo in da stopimo sveži v nov dan. Vem, da je malo zgodaj med 3. in 5. uro zjutraj, ampak za zdravje tudi to. Za zdravje tudi to in pa, ko smo pri jetrih, rjave morske alge, ekološke, pa bo to... Odlična energijska podpora. Odlična energijska podpora. V zadnjem obdobju, zadnja ta triada meseca februarja, pa kako? Je pod vplivom Saturna, čeprav jaz delam pod indijskem, ki mu rečemo šani, ampak jaz tle rečem Saturn, zato da ljudje lažje razumejo. To je bog reda, discipline, časa. Tlele ni primerno v zadnjem
triadi, se pravi do konca od 19. februarja dalje, nekako do 28. pa se že spremeni, je pod vplivom Saturna in tlele res ni priporočljivo dlakocepiti, se ukvarjati z vsemi detajli. Probimo videti stvari, tako kot so objektivne. Se pravi, probimo biti objektivni in ta bog usode, tudi karme, mu rečejo one, po svetih spisih nas uči, pač modri učitelj, ki nam pomaga, da se mi naučimo zemeljskih veščin. To je predvsem urnik. Za zemljo so značilni letni časi. Se pravi, da sledimo svojmu ritmu, da imamo en svoj red vpeljan, ki je pač skladen z nami, da ne... On je konkreten, se pravi, ti se moraš, vsak dan se moraš umiti, vsak dan moraš imeti toliko zabave, komunikacije, družbe, moraš imeti toliko intelektualnega in toliko fizičnega napora. In če enega ni, pol ni, a ne, ni to red. Se pravi, če ni fizičnega napora, ni red. Za tiste, ki imajo samo fizične napore, pa rabi mogoče kakšno knjigo prebrati. Tako da tle pazimo, da ne gremo v svojo cono obdobja, ker tisto, kar nam paše, ni nujno, da je to dobro za nas. Jaz sem že milijonkrat ljudem povedala, da meni bi pasal za zajtrk, jaz palačinke, za kosilo, pico, za večerjo pa pašto. Tako da to, kar meni paše, ni nujno dobro zame. Še enkrat ponavljam, a ne? Se predstavljate, zdaj kaj bi bilo s tem mojim redilnikom, ko meni paše. Ampak z tega, kar mi ne paše, vzamem tudi tisto, kar mi najbolj paše od tega, kar mi sicer ne paše. Recimo zame je to kefir pa kislo zelje, to mi zelo paše, čutim, da telesu paše. Zato imejmo tlele res Saturn nas uči zdrave pameti, bodimo zemeljski prizemljeni, realni, ne sem kar meni paše, pa biti v coni udobja, ampak kar nam paše, da je tudi v skladu z našo dobrobitjo. To je zelo pomembno za zadnji, ker če si cikl tako, kot je že Tanja rekla, a ne, tlele se v bistvu na vzhodu začenja nov cikl, novo leto je dejansko njihovo, ki bolj upošteva naravne cikle, ker ta naš koledar je sicer... Za davke narejen. Tako, ne glih z energijami usklajen. Za davke je narejen. Dejansko je narejen za pobiranje davkov. Je bilo tako, da je bilo sorazmerno za pobiranje. No in s tem, ko smo mi že zajadrali nov cikl, tudi vse vabim, da se pač pridružijo, da jim pomagam nadaljavo se usklajevati svojo božansko dušno matrico individualno, zato ker oni v resnici so ustvarjeni. Odlično, krasno. Torej, odličen čas za vse tisto, kar želite narediti na sebi, da greste na kakšno predavanje, na vse take in drugačne zadeve. In ja, kar nekaj možnosti in opcij bo. Veš, meni je pa všeč, da bo tale Saturn. Jaz imam pa rada red in disciplino. Super. Predvsem zaradi tega, ker na takšen način lažje upoštevamo pravilo 3K, kvaliteta, kvantiteta in kontinuiteta. Super. Ja, enim je to zelo, enim je bolj dano eno, enim drugo. Tako da enim se zdi, zdaj recimo tisti, ki stalno razmišlja, kako bi šel po bližnjicah, kako bi prišel po bližnjicah do cilja, recimo za tisti bo imel lahko probleme. Tisti, ki pa sledi ciklom, ki se vsak dan vzame čas za to, tisti pač ne bo čutil sploh nobenega vpliva in bo za njega fantastično. Tako da vsak doživlja pa svoje to. Tanja, ključna beseda v mesecu februarju pa je, ali pa misel? Pripravite se s Feng Shui rokovnikom, kjer je noter opisano in na mesec in na leto. Naredite energijsko čiščenje telesa, uma, duha in prostorov. Pripravimo se energijsko na novo leto. Jaz sem začela s pripravami, moram reči, že novembra, ker november je bil mesec prašiča. Ampak zdaj gre pa zares. Zdaj pa začne trava rastati, spomladi gre les. In dajmo iti mi v duhu narave, dajmo tudi mi osebnostno in prostorsko rasti. Najlepša hvala, karmična svetovalka, Feng Shui svetovalka. In ja, seveda, spoštovani gledalci in gledalke, dejte kakšno od teh stvari povedati naprej, da se bomo vsi tako dobro pripravili. Sicer pa se vidimo na katerih od dogodkov, kar nekaj jih je torej v mesecu februarju, tudi potem v mesecu marcu, tako da še enkrat pregledajte, preverite in tale mesec je več kot odličen, da naredite nekaj za zdravje, zato
še posebej tale dogodek z Marijo Ano Kolman bo tisti, ki bo podprl vas, vaše znanje o tem, kako lahko še boljše skrbite za svoje telo, za svojo dušo, da postanete vsak dan še boljša verzija samega sebe. Tukaj sem jaz imela te vezi noter malo drugače kot pa večina. Zato je pomembno, kako priti do tega. Tako da svobodo čutimo takrat, da smo svobodni, rečemo takrat, ko v sebi čutimo mir.